Ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem videl, da zelo veliko, ko govorimo o obremenjenosti, poudarka dajo tudi na spanec. Če smo včasih rešili ob 8 spat, zato ker otrok potrebuje določene število ur spanja, je danes tega spanja vsaj uro, 2 ali 3 celo manj. Kaj to pomeni? No? Še stalno pomeni, da morajo otroci dovolj spati za zdrav razvoj. Ne? Spremenilo pa se je, da imajo otroci televizijo v sobi, da imajo računalnike v svojih sobah in da imajo seveda telefone, ki so hkrati računalniki in televizijo v svoji sobi. Ta del jih preokupira, zato zmanjka časa za kaj drugega. Ne? In potem, ko ni te organizacije časa, kaj tudi vpliva na naš občutek obremenjenosti zelo, zelo. Če jaz vem, da moram nekaj narediti, ne rabim tistega narediti, ampak razmišljam o tem in se ves čas počutim obremenjena. Ne? To zelo, zelo veča ta občutek obremenjenosti. Ne? In pa res ta del, ko otroci vzamejo elektronske naprave v roko, ko jim tudi preusmerja pozornosti. Ne? Ta multitasking, oni bi malo se učili, pa hkrati imeli telefon, pa računalnik, ne? Ampak vemo, da multitasking ni učinkovit v tem delu, ne? In da moti koncentracijo. Ne? In to so tisti motivci, če se vrnem tudi naprej, ko ste me vprašali, če se kakšna razlika med obremenjenostjo včasih in danes. To je tisti ključni vidik. Ob nekih aktivnosti, ki jih je več, ob teh elektronskih napravah, ki jih otroci ne uporabljajo za šolski del. Modra zavarovalnica je partner projekta Šola prihodnosti. Medtem ko vi, zaposleni v šolstvu, skrbite za prihodnost naših otrok, Modra zavarovalnica skrbno upravlja z vašimi sredstvi za finančno varno prihodnost. Vas zanima, koliko ste do danes že privarčevali za dodatno pokojnino? V aplikaciji M.Modra lahko preverite svoje stanje kjerkoli in kadarkoli.